Mene pa v bistvu zanima, kaj se je sploh zgodilo, da ste vi postali brezdomec. Jaz vedno trdim, čeprav mi vsi socialni delavci pravijo in vsi govorijo, nisi ti kriv, jaz pa pravim, jaz sem kriv. Kriv sem zaradi tega, ker sem tajil družini, mami, bratoma, sestri, da imam službo, ker mi je bilo sram povedati, da sem jo izgubil. Začeli so se nabirati neplačani računi, pač prišel je rubežnik, lahko ti povem, je bilo kar precej težko, ker sem se v bistvu zavedel svojega dejanja, ampak moj ponos, moja trma me je pripeljala do tega. Kako pa poteka dan, ko nimaš dela? Na ulici preži veliko nevarnosti zate. Pač sneg, sonce, si zunaj, se nimaš nikamor zateči. Brez cilja, brez vsega nisem videl nobene prihodnosti. Kako so pa ljudje na ulici na vas reagirali? Odkrito ti povedam, nisem imel nikomor kontakta in to je največji problem. Brezdomci ne obstajamo. Kako službo ste pa imeli prej? Do 97 sem delal v Heliosu, po izredno težki poškodbi leve rame, bil sem 3-krat operiran, že tam sem nekaj neumnosti počel, sem izgubil službo, ker sem bil težko zaposljiv, pač nisem našel službe. Star, 50+, invalid, službe ni. Kaj pa svetujete ljudem, da ne bi postali brezdomci? Kaj? Zdaj ne vem, kaj naj rečem. Brezdomc, zato se ne odločiš, da boš brezdomc. V sklopu Kralje ulice deluje tudi skupina socialnih delov, ki preprečuje deložacije. Deložacija to pomeni, da ti vzame stanovanje ali ti bilo kaj rubi. V bistvu oni skušajo preprečiti, da bi ljudje postali brezdomci. A se je veliko brezdomcev življenje uredilo na novo? Poznam par ljudi, ki so prišli na Kralje ulice pred 10 leti, srečno poročeni, svoj dom in celo svojo družino. Človeka, ko ga vidiš na ulici, ne moreš verjeti, da je bil brezdomec. A ste imeli družino? Imel sem jo in jo imam še vedno. Na začetku, kot sem že rekel, da me je brat vrgel na ulico, sodno odjavil, v bistvu sestra sva se nekaj pogovarjala, prišlo je do velike zamere. Moram tudi povedati, da mi ni, kar sem storil v družini, v veliki ponos in da me bo to preganjalo celo življenje. A je klošar pa brezdomec enako? Klošar, v mojem krogu, v katerem se gibljam med brezdomci, je to izredno velika žaljivka. Uradno bi mu rekli brezdomec. Brezdomec pomeni, da je to človek, ki nima streho nad glavo, ki nima kje prespati. Definicija klošarja je, v bistvu ta človek se odločil, da bo živel življenje na ulici sama. Potem pa obstaja brezdomen, to sem pa jaz. To je pa človek, ki nima doma, ki ima streho nad glavo, ampak samo za določen čas. Trenutno se nahajamo na enem izmed mojih delovnih mest, to je posredovalnica rabljenih predmetov, bolj poznana kot Stara roba, nova raba. Ta prostor in ta objekt, ki se trenutno nahajamo, je delo brezdomcev ali bivših brezdomcev, na katerega sem izredno ponosen. Ves ogrodje, vse to, kar vidite, smo spremenili iz avtomehanične delavnice v tako, mi temu rečemo, skladišče. Vse, kar vidite, je podarjeno. Prodajamo po simboličnih cenah in s kupičkom pomagamo brezdomnim in brezdomcem.